Midva nadaljujeva serijo videoposnetkov o načinih, kako izboljšati imunski sistem. In na tem videu boste izvedeli, kako sem si dvignil svoj D-vitamin. Že, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in na tem kanalu veliko govoriva o hormonih, ščitenci, alergijah, pa tudi o zdravju nasploh. Če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal, bova pa tudi vesela vseh vaših komentarjev, všečkov in pa sveta delitev. Če naj spremljate redno, veste, da ima vsak svoje težave. Bija ima vse težave na tem svetu. Ščitenca in nagaja, pa včasih imela preveč kil, alergijo ima na krompir, you name it. Pa kaj se ti javljaš tem svojim D-vitaminom? Midva snimava že tretji video o vitaminu D, pa si ga le še vedno ni uspel dvigati. Fakt, čist nehinaj. Po mojem imam vitamina D čist naš zdaj. Res in poskusil sem tudi že vse diete, pa dieto za dvig vitamina D, pojedel sem poldnevnega ulova rib iz naše obale, ampak jaz imam D-vitamina še vedno premalo. Zato sem se odločila, da poskusila še s kakšnim prehranskim dodatkom. Ampak dajmo na hitro še enkrat osvežiti, zakaj je D-vitamin tako zelo pomemben. Predlagava v bistvu, da si pogledate videoposnetke na to temo, ki sva jih že posnela. D-vitamin v resnici niti ni vitamin. Glede na njegovo steroidno strukturo gre v bistvu za prohormon. No, njegova glavna naloga pa je vzdrževanje ravnovesja kalcija in fosforja v telesu, ima pa tudi močan vpliv na počutje, energijo, tvorjenje nekaterih hormonov in pa seveda imunski sistem. Brez vitamina D torej ni imunskega sistema. Kar pomislite, a ste kdaj poleti bolni? Bolj redko, ne? No, pri tem vam pa pomaga tudi vitamin D. Vitamin nastaja v bistvu v koži, ker se prek UVB žarkov sintetizira v aktivno obliko, to je rečemo vitamin D3, ki jo v bistvu mi tudi lahko merimo v lebu. In vitamin 25OH oziroma D3 je tisti, ki v laboratoriju opažamo, da ga ima vsaj polovica pacientov premalo. Predvsem so pa na udaru nosečence in pa vse tiste, ki bi še rade to bile, se pravi bi rade zanosile. Poleg žensk pa je pomanjkanje značilno tudi za moške, sploh za vse tiste, ki so čez dan zaprti ves dan v pisarni. In ker je bil Aleš z dieto za dvig vitamina D v bistvu neuspešen, pa tudi ker ne morava vsak dan jesti tune, kar sva zadnji teden počela, bova malo pogledala tudi po prehranskih dodatkih. In kako sva se lotila iskanja? Ja, na Googlu. Če boste v Google vtipkali vitamin D, boste najprej dobili 5 oglasnih linkov za različne izdelke, od katerih pa seveda vsak proizvajalec trdi, da so njihovi najboljši. Se pa tudi te prehranski dodatki dobijo danes že praktično čisto povsod. Jaz sicer ne vem, trgovka v Šparu ve, kateri izmed D-vitaminov je najbolj primeren, zato ker pač obstajajo v obliki tablet, pa kapsul, pa mehkih kapsul, pa nekih pršil, pa obliko liposomskih pršil. Jaz sem že čist zmeden. No, če ste bolj tradicionalne sorte, boste najbrž po nasvet odšli v lekarno. Daj, tam je lekarna, misliš, da ima tam kaj prehranskih dodatkov? Pa sam je vrsta. Mogoče bomo pa tam farmacevt znal razložiti razliko med kakovostjo, učinkovitostjo, pa potrebno dozo, na koncu konca pa tudi ceno. In priporočena doza, saj sem že pozabil, kakšna je za dnevna doza, imate pa na zaslonu. No, mi da so pa v bistvu po parih obiskih trgovin ugotovila, da sva še bolj zmedena in še manj veva kaj prej. Kjer je zdaj ta prav? Ko ne vem. Koliko je zdaj ta dnevna doza? Zdaj da bomo imela 1,5 ure v Kamniku, pa čo početi? Pa če si prvo zrihta zdaj svoj D-vitamin? No, če ti pa to rata, pa super. Misliš, da imajo D-vitamin? Klik iščem, pa ne najdem. Tam je lekarna, da gremo pogledati, mogoče tam kaj prehranskih dodatkov. Jaz mislim, da je najboljš, da se glede doze posvetujete z nekom, ki se spozna na to, ne? Tako da predlagam, da greva v lekarno vprašati, kaj praviš? Kaj pa če greva še tukaj vprašati, a misliš, da tukaj tudi kaj vejo? Julia! A imate kaj prehranskih dodatkov? Jaz nič ne vem o tem. Absolutno. Sva pa najdla v bistvu tudi Polono iz Zlate ptičke, ona je pa v Kamniku. Živijo, Polona. Julia! Jaz imam nizek D-vitamin, probal sem tudi že s prehrano se ga dvigati in mi ni nekaj pomagal, nekaj dodatkov sem tudi že probal, pa se mi zdi, da ni bilo nobene razlike. Kaj mi ti svetuješ, no? Kaj ni na tem? Ok, zdaj, glede na to, da ima vitamin D3 to prednost, da se zelo dobro biosintetizira preko sončne svetlobe, jaz vedno priporočam čim več na sončju.
sprejiček. Zdaj eni imamo to možnost, drugi jo mogoče nimate. Z tega vidika mogoče najdete eno res optimalno varianto naravnih prehranskih dopolnil, ki niso obremenjujoči za notranje organe. Tudi če je malo presežka, da ta presežek ni obremenilen. Zdaj pri nas ima največ, mislim, ko stranke pridejo nazaj povedati, tudi tiste, ki so se že testirali, ki se še niso, predvsem vedno priporočam, da se grejo ljudje testirati. Zdaj ti si se očitno že testiral, pomanjkanje še vedno kaže, kljub temu, da si upošteval vsa navodila, se pravi veliko sončne svetlobe, veliko rib in mlečnih izdelkov in tako. Zdaj v tem primeru bi ti jaz priporočala prehransko dopolnilo v spreju. Zakaj? Ta preko ustne absorpcije zagotavljajo maksimalen izkoristek vseh hranil, ki jih vsebujejo. Natura spreji so 100% na naravni bazi, se pravi ena taka super sinergija vitaminov, zelišč in pa aminokislin, ki omogoča res optimalen izkoristek D3 vitamina. Nanašajo se na notranjo stran ličnice, najmanj 4-krat na dan. Na ta način si res zagotovimo točno takšno količino vitamina, ki ga tistem tako rabimo. A si že vzel sprejček danes? Oziroma obstaja tudi v liposomski obliki. Kakšna pa razlika, boš malo razložila? Ja, liposomi, to je ena taka majhna maščobna ovojnica, zunanja stran, znotraj katere je, se pravi, aktivna sestavina, v tem primeru D-vitamina. Zunanja stran te ovojnice je iz take membrane, ki po sestavi spominja na človeško celično membrano. Ravno to je pa tist, ki zagotavlja, da gre vitamin, da se absorbira. A je dobro te prehranske dodatke jesti kar tako na pamet, ali ne vem, je najprej ugotoviti dobro kakšno pomanjkanje, pa kakšne so v bistvu učinke zdaj mogoče razlikuje, no, tale, ne vem, D-vitamin v primerjavi z ostalimi prehranskimi dodatki. Prva stvar, kar se mene tiče, jaz vedno svetujem, najprej si testirati pomanjkanje. Nisem pristaš tega, da se dodaja prehranska dopolnila na pamet. Ko pa enkrat že pokaže analiza, da pomanjkanje je prisotno, potem pa, kot sem rekla, pri meni je vedno prva izbira, se pravi sprejčki pa ustna absorpcija. Na ta način si lahko zagotavljamo skozi cel dan dodajanje vitamina. Tudi jemo 5-krat na dan, v tem primeru si tudi vitamin, v tem primeru D, lahko doziramo 5-krat na dan. In sicer optimalno je, da si ga dodajamo na spodnjo stran ličnice, in sicer 2 do 3 cm stran. Na ta način si res zagotovimo optimalen izkoristek. Pa verjetno je potem tudi drugačna razlika, če poješ en tablet na dan, kaj pa če si recimo na 4-krat v dnevu špricneš. Ravno to je ta razlika. Se pravi, tablet vzameš enkrat na dan, takrat tiste trenutek ga bo telo absorbiral, izkoristil to, kar ga potrebuje, vse ostalo bo šlo preko organov. Kar je pa tudi obremenilno v končni fazi, tudi če je zdaj prehransko dopolnilo naravno. Vse, kar je ekstra, je lahko obremenilno. V tem primeru pa ne, ker če smo zelo dosledni, kar je fajn, da smo, si lahko zagotovimo večkrat na dan točno tako količino D-vitamina, kar ga potrebujemo. Recimo, da bom jaz uspešen, da si bom dvignil D-vitamina, kaj pa potem, koliko časa zdaj treba to jemati, pa ne vem, kaj zdaj v zimskem času smiselno narediti eno kuro ali... V zimskem času je zagotovo smiselno narediti kuro, ker je bistveno manj tudi sonca, hitrejše tema. Zdaj jaz bi priporočala, da se... Ja, danes ga ni, tako da ga imamo s sabo vse 3. Skratka, ja, da se dodaja, dokler se ta nivo D-vitamina v krvi ne dvigne. Potem se greš pa še enkrat testirati, pa boš videl, kje si. Zdaj, če ti takrat analiza pol pokaže, da si izboljšal, bi jaz mogoče priporočala, da prekinaš in se držiš vseh ostalih naravnih priporočil, se pravi veliko na soncu, prehrano boš naprej vzdržal, potem pa se čez določen čas spet testiraš, pa drživa pasti, da bo nivo še vedno tako, kot je bil. Dobro, super, hvala ti, Polona. Z veseljem. Ja, bila sva pa Poloni, dobila sva tole, kaj pa zdaj? Ja, nič se ti je povedala vsa navodila. Zdaj pa na tebi, da uporabljaš, pa da vidiva, če si boš dvignil vitamin D, ne? A si že vzel sprejček danes? Že vzel sprejček? Ne. Ja, odpri. Evo, že 14 dni uporabljam tele prehranske dodatke. Kot vidite, se tudi sam spomnim na njih.
Bomo videli, če 14 dni pa pomerimo še enkrat D-vitamin, pa upam, da se kaj dvigne. Evo, po enem mesecu in redni uporabi pršila, ki mi ga svetovala Polona iz Zlate ptičke, sem si končno dvignil D-vitamin. Pri tem bi rad povedal tudi, da je to prvi prehranski dodatek, ki sem ga poskusil in da je pri meni povzročil očitno merljivo razliko. In ta moj nivo D-vitamina je vsaj dvakrat nezaželenim, pri tem pa opažam, da so se tudi simptomi pomanjkanja umilili, če ne kar odpravili. Kot sva rekla na začetku, imamo pri nas veliko pacientov z prenizkim D-vitaminom. No, nekaj od teh pacientov pa nam da tudi feedback in nam pove, da odkar so si dvignili D-vitamin s prehrano ali pa pač z dodatki, so nekatere ženske tudi zanosile. Da, sem čist furt. Boga zihar nisi zadozila. Moški poročajo o boljših vrednostih testosterona, več energije, več samozavesti, tudi boljše počutje. Skratka, v vsakem primeru nimate kaj dosti izgubiti, če si poskusite dvigati svoj D-vitamin. Vsekakor pa se pred jemanjem dodatkov vedno posvetujte s prehranskim strokovnjakom, farmacevtom, zdravnikom ali pa nekom, ki se na to spozna. Midva, tako kakor pa tudi Polona, svetujemo, da ne jemljete dodatkov kar tako na pamet, ampak najprej prepoznate simptome, ne vem, eventualno preverite stanje tudi iz krvi ali pa se pogovorite s kom, ki ima o tem več znanja. Ko je govor o prehranskih dopolnilih, vedno priporočam, da teh ne jemljete na pamet. Sva pa ravno iz tega razloga midva tudi naredila tale najin kanal. Tukaj objavljava vsebine iz laboratorija, ki vam bodo v pomoč pri skrbi za vaše zdravje, zato ste vedno vabljeni, da še naprej spremljate tale najin kanal. Take in podobne vsebine običajno objavljava ob nedeljah. Če vam je bil ta video všeč, nama tako kot ponavadi stisnite like. Poglejte tudi druge vsebine, ki jih objavlja Polona iz Zlate ptičke. Linke boste najdli spodaj v opisu. Nam ostane tako čas sam še zato, da vam rečeva, da obdržite svoj D-vitamin z poletja, ali si ga pa dvignete tako, kot je to uspel meni. In pa seveda še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Ker stvar načeloma deluje, če jo pač uporabljaš, ne pa imaš v predalu, a ne?